Gospod Peče, kakšno je vaše mnenje o tem dogajanju glede izbrisanih? Torej, prvo, lepo zdrav. Drugič moram reči, žal mi je, da se zgodba o izbrisanih, samo izbrisanih ponovno odvija v naši državi. Prvič ocenjujem, da tovrstnega izbrisa, kot se nam hoče prikazati v okviru naše države, ni bilo. Vem, da nas je Evropska unija pohvalila, kar se tiče osamosvojitvene zakonodaje. Verjamem pa, da je mogoče individualno kakšen problem v tistem obdobju nastal. Zato saj v okviru stranke Lipa absolutno izhajamo, da številka, kot nam jo hoče prikazati, 25.000 po novem, ni realna in da bi se seveda kakršnikoli kolektivni akciji izdajanja odločb ali kasneje torej različnih sankcij zoper državo ne bi smeli posluževati. Skratka, trdim, da državljani Republike Slovenije smo tisti, za katere bi država morala poskrbeti in šele naknadno uveljavljati ali pa če sploh uveljavljati pravice tistih, ki domnevajo, da jim je država nekaj dolžna. Vete, SDS je vložil interpelacijo zoper notranjo ministrico. Ona pravi, da je ta interpelacija smešna, zato ker zgolj izvršuje odločbo Ustavnega sodišča. Kaj mislite o tem? Prvo, kar mislim, da je najpomembnejše, ministrica vodi ministrstvo in je za njega tudi odgovorna. Po moji oceni je odgovorna za to napačno potezo, ki jo sedaj izvaja in napoveduje. Iz tega naslova lahko rečem, da jaz osebno, seveda kot državljan, v vlogi državljana, interpelacijo podpiram in da bi bilo prav, da se ministri končno začne zavedati, da ministrstvo ni njihov peskovnik, ampak je to ena izmed vodilnih funkcij ali pa celo glavna funkcija za določeno področje. Glejte, zdaj je minil pravkar 100 dni vladanja nove vlade. SDS je vložil interpelacijo zoper Kresalovo, napoveduje se interpelacija zoper Majdo Širco zaradi gradnje tržnice oziroma garaže pod tržnico. A se vam zdi, da bo tako opozicija delovala cel mandat? Z referendumi, z interpelacijami? Mislim, da je mnogo pomembnejše vprašanje, kako bo delovala vlada oziroma vladna večina, kajti vladna večina je tista, ki sprejema zakonodajo, ki daje dinamiko, tempo dela. In v teh prvih 100 dnevih sem osebno razočaran nad to aktivnostjo, predvsem pa sem razočaran nad vsebino dela, ki so ga prikazali. Še zmeraj vidimo, da razen dviga posameznih prispevkov, dviga nadomestil, dviga različnih oblik davščin v okviru aktualne vlade še ni bilo. Skratka, nimamo tistega pozitivnega, po moji oceni seveda, odgovora na vedno močnejšo recesijo v okviru naše države. Danes se srečata slovenski in hrvaški premier. Govorila bosta tudi o obmejnem vprašanju, čeprav gre za informativno srečanje. Kaj vi mislite o vsem tem dogajanju glede tega vprašanja mejnega? Torej sem ničkolikokrat že rekel, da verjamem, da je vse to skupaj samo igra, odnosi Slovenija-Hrvaška. Verjamem, da bi vsak resen politik ali pa tisti, ki bi želel razrešiti odprta vprašanja med objema državama, bi to lahko storil zelo hitro. Pa naj si bo to v okviru vlade Drnovška, Ropa, Janše, Pahorja, kogarkoli. Skratka, jaz verjamem, da je to en tako imenovan kanon futer za ljudi. In tudi tokratno srečanje ali pa vrh Sanader-Pahor, bolje rečeno Pahor-Sanader, ne bo prinesel ničesar novega. Če pogledamo zgodovino, je vsakih toliko časa neka stran potegnila neko potezo, ki je domnevno v tistem momentu ali v trenutku zvenela kot neka radikalna poteza od uveljavitve ekološko-ribolovne cone, pa prestavitve te cone, pa mejni prehodi in podobne stvari. Kot rečeno, mislim, da je aktualno stanje, torej nerazrešeno stanje, ki nam ne more biti v ponos, izključno posledica plehkosti vsakokratne dosedanje politike naše države in da se žal ne bo odvilo nič, kar bi lahko rekli, to bo pa naredilo tisti korak naprej. A podpirate referendum o vstopu Hrvaške v NATO? Sam se ga bom udeležil. Sam bom verjetno tudi dal podpis za to, da bomo prišli do referenduma. Žal mi je edino za ta moment, kajti ocenjujem, da bi bilo mnogo smotrneje izvesti referendum o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Kajti tisto je dejanska integracija, ki vpliva na življenje. Je pa res, če se spomnimo, v obdobja pridružitve Slovenije Evropski uniji, smo bili deležni odkritega izsiljevanja tako strani Avstrije kot Italije in Slovenija je takrat to sprejemala
in tudi svojim državljanom govorila, ja, zdaj, ko nismo člani Evropske unije, ker hočemo iti v Evropsko unijo, bomo popuščali in pripravljeni torej upogniti hrbtenico. Ko pa bomo enkrat člani Evropske unije, bomo enako delali mi. Žal temu seveda danes ni tako. Zdaj v zadnjih dneh ste se spet začeli pojavljati v medijih, v nedeljo smo vas v eni zabavni oddaji gledali. Kakšni so razlogi? Ustrigel sem se. Ne hočem frizuro pokazati. Hecam se. Stranka Lipa je aktivna od volitev naprej, no, kljub temu, da smo izgubili volitve, da smo izven parlamentarna stranka. S tem smo seveda mnogo manj interesantni za okolico, kaj te naše misli se ne more preleviti v dejanja v okviru državnega zbora. Kot pa rečeno, rad bi nadaljeval in uspelo nam bo in zavedamo se, da skoraj da vsako leto so neke volitve tu. In tisto, kar zdaj v osnovi čakamo, so lokalne volitve in na lokalne volitve se hočemo podati pripravljeni, organizacijsko in kadrovsko okrepljeni, predvsem pa z tisto vizijo, da biti v politiki ne pomeni imeti službo, ampak biti v politiki pomeni, da imaš moč, da spreminjaš stvari na bolje. Bo stranka sodelovala na evropskih volitvah? Torej, o tem bo odločilo predsedstvo, zadnje 3 mesece se okoli tega konkretno pogovarjamo. Bili so neki pogovori, tako na evropski ravni, kot seveda na domači ravni, ampak kot rečeno, prioriteta, saj moja, so lokalne volitve. Hvala lepa. Hvala vam.